Diderot, francoski mislec iz 18. stoletja, je v eseju o slepoti zapisal, da imajo s slepoto problem ljudje, ki vidijo, in ne slepi. Ko je nekega slepega profesorja matematike in fizike povprašal, ali si želi oči, je ta odgovoril, da bi raje imel dolge roke, s katerimi bi lažje tipal. Nam pravijo, da spadamo v ranljivo skupino. Jaz pravim, ranljiva skupina ste videči, pa tisti zdravi, zaradi tega, ker vam se lahko kaj hudega zgodi. Nam se je to zelo hudo že zgodilo in mi smo to premagali. Sem uspel to izgubo vida preseči na tak način, da to ni več moja identiteta. Zame je to samo še okoliščina, ki je skrajno neprijetna, ki je zelo nepraktična. Meni gre na živce, da moram vsak dan 100-krat, 1000-krat prositi koga za pomoč pri kakšnih malenkostih, ampak to je samo še okoliščina. Podporno društvo slepih je bilo ustanovljeno leta 1920. Njegova naslednica, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, je tako najstarejša slovenska invalidska organizacija. Združuje 9 medobčinskih društev slepih in slabovidnih z okoli 4000 slepimi in slabovidnimi člani. Ker sta slepota in slabovidnost izrazito povezani s starostjo, je večina članstva starejšega od 65 let. Medicina je tu zelo uspešna, saj glavni vzrok slepote, sivo mreno, uspešno premaguje. Letno se v Sloveniji v povprečju rodita 2 do 4 slepi otroci. Nekaj ljudi vid izgubi zaradi bolezni ali poškodb. Predsednik zveze, Tomaž Vraber, nam je še pojasnil, da se slabovidnost in slepota delita na 5 kategorij. V tretji kategoriji ima posameznik 5% vida in je sposoben zaznati obrise. Pri 2% vida človek zazna svetlobo, pri popolni slepoti pa je na očeh tema. Ker slepi večino informacij pridobijo prek tipa in sluha, v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani že od leta 1918 skrbijo za širok nabor knjižnih del v brejlovi pisavi in v zvočni obliki. Knjižnica je izredno pomembna prvič kot stik s kulturo. Potem pomeni to veliko dodatno možnost za izobraževanje. In kar je mogoče celo najbolj pomembno, pa najmanjkrat poudarjamo, to je velika priložnost za pridobivanje informacij po drugih poteh, kot jih pridobivate videči. V okviru evropskega projekta je knjižnica slepih in slabovidnih bogatejša za 30 knjižnih del v brajlici in 287 knjižnih del v MP3 formatu. Pravkar pa uvajajo tudi nov format zvočnih knjig, Daisy. To je posebna oblika digitalnega zapisa, ki omogoča tudi skakanje po poglavjih, straneh in podobno in je posebej pomembna za učbenike. Pomembna pa tudi zato, ker ko nehaš neko knjigo brati, si zapomni, kje si bil in gre prihodnjič, ko daš disk v predvajalnik od tam naprej. Tako je na policah knjižnice slepih in slabovidnih zdaj že prek 4000 zvočnih knjig in 1200 knjig v brajlici. Malo kdo ve, da je roman natisnjen v brejlovi pisavi vsaj 10-krat debelejši od latinice. Brajlice ne beremo vsi slepi, samo okoli 10 do 15% slepih slabovidnih je v takih praktičnih brajličarjev, se pravi, da brajlico z lahkoto berejo. Za druge brajlica sorazmerno velika težava, ki jo pogosto uporabljajo samo za recimo nekatere informacije, da si na delček obleke nalepijo listek z bravim napisom, kakšne barve ali pa za kjer del obleke gre ali pa kaj podobnega.
Nepogrešljiv pripomoček slepih je tudi bela palica. Slepi imajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja še pravico do temnih očal, zvočnega predvajalnika in enkrat v življenju do brajevega pisalnega stroja. Pravilnik o tehničnih pripomočkih pa jim od novembra lani prinaša še druge pripomočke, med drugim sofinanciranje pametnega govorečega telefona, povečevalne lupe. Zelo koristne so tudi tipalne oznake na vseh javnih površinah. Takšne talne oznake in zvočni signal vodijo tudi do vhoda knjižnice na Kotnikovi ulici 32 v Ljubljani. Predsednik Vraber je z nami delil še napotek, kako pomagati slepi osebi. Pomoči ponudimo, vendar ne bodimo užaljeni, če jo slepi zavrne. Pač pozna svojo pot.